Z velikim ponosom in hvaležnostjo našim predhodnim generacijam in pa zahvalo zdajšnji generaciji zdravstvenih delavcev, zdravnikov, medicinskih sester in ostalega osebja, ki dela v bolnicah za najtežje bolne otroke, obeležujemo 30 let zdravljenja z ECMO v Sloveniji. Naši predhodniki so bili pionirji na področju prenašanja najbolj sofisticirane medicine v naš prostor. Leta 1994, 20.6. so prvo punčko zdravili z tem postopkom in postopek je bil uspešen. V času 30 let smo na našem oddelku opravili 115 zdravljenj z ECMO. Preživela je približno polovica otrok. Torej, mi smo začeli otroško intenzivno terapijo leta 70, zdaj je že skoraj 50 let od tega. In smo do leta 1994 smo prišli pravzaprav skozi vse načine zdravljenja kritično bolnih otrok, ki so bili ogroženi do te mere, da bi lahko umrli. In ker smo že vse načine obvladali, smo se začeli spraševati, kaj pa zdaj naprej. In točno smo rekli, naslednja stopnja, ki je nujno potrebna tukaj v Sloveniji, je dolgotrajna membranska oksigenacija. Oziroma, kot imenujemo to ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation. Tak način zdravljenja mora uspeti. Če ne uspe, poslušajte, se vse sesuje, ekipa zgubi volo in vse skupaj ostane nekje v senci mogoče za par let. Namreč vedeti moramo, da so ti otroci, ki smo jih na ECMO dajali, so imeli 80% možnost, da umrejo, da ne preživijo. To se pravi blizu nekje, bi rekel, med življenjem in smrtjo. In zdaj, če ne boste začeli pravočasno zdraviti, bo večina umrla. In seveda, tako smo potem pogledali, kaj smo pa dobili zdaj ven. A so te otroci, ki smo jih mi zdravili na ta način, preživelo jih je, govorim zdaj za novorojenčke. Mi smo jih naredili v 10 letih od leta 1994 pa do 2004, smo jih naredili 18. In preživeli novorojenčki, jih je bilo 7, in samo eden je bil potem okvarjen, drugi so se pa vsi normalno razvijali. Ena metoda je v medicini toliko uredna, kolikor je ureden izid. Če je izid dober, potem seveda ima to velik smisel. Res bi rad poudaril to sodelovanje. Zdaj tukaj govorimo o zdravniki, medicinske sestre iz intenzivne terapije, ampak zadaj je pa ves ta stroj, da ne rečem, univerzitetnega kliničnega centra, od laborantov, konec koncev, do tiste strežnice, ki mora v trenutku odnesti vzorec krvi na ustrezno mesto. In to res kot en orkester, ki mora biti usklajen. Ta ECMO na nek način je bil, ko gledam danes nazaj, eden razvojnih mejnikov medicinskih v Sloveniji. To je bil prvi v samostojni Sloveniji en prvi tak vrhunski dosežek, ki ga lahko primerjamo z prvo operacijo na odprtem srcu, recimo, s prvim dializnim zdravljenjem v Sloveniji, z prvo transplantacijo srca, mogoče z zahtevnimi operacijami na možganih. In drug dosežek je, da to še zmeraj živi. Tukaj se vidi ta naša povezanost, to naše timsko delo. Takrat smo bili res in še zdaj ob takem otroku smo zdravniki z roko v roki, izražamo svoja mnenja, pomisleke, vprašanja, se usedemo skupaj, predebatiramo. Tako da, ECMO otrok je kljub 28 letom dela je še zmeraj en izziv. In takrat, ko sem se zaposlila, mi je glavna sestra nekako položila na srce,
ko boš suvereno vodila ekmo otroka, takrat boš znala vse. Pravzaprav ves čas plujemo med Scilo in Karibdo pri zdravljenju težko bolnih otrok. Pomembno je multidisciplinarno sodelovanje, odločitev, da bomo otroka zdravili z ekmo, je tudi načeloma timska odločitev. Sodelujemo zdravniki intenzivisti, naši kardiologi, kardiokirurgi in glede na osnovno bolezen lahko tudi drugi zdravniki pediatri. Izidi ekma pri otrocih z srčno boleznijo so ponavadi dobri. Tudi nevrološko so ti otroci ponavadi v redu. Tako da mi ekmo pri otrocih nujno potrebujemo. Ne samo zaradi kardioloških indikacij. Tako da je to sodelovanje dolgoletno, utečeno in dobro teče. In smo z njim v bistvu zelo zadovoljni in smo veseli, da ga imamo. Konec koncev je to tudi odraz neke sodobne evropske razvite medicine. Tako da si mi v osnovi v bistvu neke otroške kardiologije brez ekma ne moremo v osnovi predstavljati. Mesto kirurgije v obravnavi otrok, ki rabijo ekmo, je pomembno, ker zaradi nezmožnosti vzpostavljanja ekma brez kirurga, brez plasiranja kanil. Na drugi strani jaz bi poudaril, da je timsko delo najbolj pomembno v zdravljenju teh najbolj bolanih otrok, ki na koncu rabijo ekmo. Če je nujni preklop na ekmo, se pravi, ti moraš imeti v roku pol ure pripravljen in sistem in otroka, ker bo ekipa že tu zbrana, da se vstavijo kanile, da bi v bistvu to lepo začeli potekati. Ni pa to konca, ker bi sam preklop na ekmo že tako stresen, je pa tudi kasneje samo vodenje otroka na ekmo. Tukaj pa rabimo zelo dobro sodelovanje med zdravniki, medicinskim sestram, v bistvu cel zdravstveni tim skrbi za takega otroka. Tako da lahko rečem, da so to ene najtežjih otrok v intenzivni terapiji, najbolj zahtevni. Ja, v bistvu najhuje je, ko te po noči pokličajo, pa rečejo, ekmo je, pa veš, da moraš čim hitreje priti, da nimaš dovolj časa, v tem ti že v glavi se ti razne misli dogajajo, tako da upaš, da boš prišel in da boš uspel, pa da boš res dosti hiter, predvsem to, ker te kar neke stvari čaka, ki jih moraš opraviti, ko priješ v službo. Res, da imaš tudi ekipo zelo fajn, ki ti že vse nekako pripravi, da se ti samo osredotočaš res samo na sam priklop. Ja, v bistvu takrat nimaš časa, da sploh se ne pogovarjamo o tem, kako zgodbo ima. Mogoče tako mimogrede, da kdo kaj pokomentira, drugačne. To se vse potem dogaja. Ko to zaključimo, ko je otrok na ekmu, se nekako se ti en tak velik kamen od srca ne odvali, pa se pa začnemo pogovarjati o tem, kaj je bilo, pa kako je bilo, pa zakaj je do tega prišlo. In imamo kar nekaj lepih zgodb in mislim, da te nas spremljajo in nas spodbujajo in nam dajo te moči oziroma te želje, da ostaneš še vedno tukaj, da dočakaš naslednji tak primer. Vsak dan je bil težek, nismo vedeli, a bo ali ne bo. Nam so rekli, da če z ekmo ne bi šlo, bi šla na presaditev srca v Prago, kar je tudi blazno rizično. Tega si nismo želeli smo in pričakovali smo, da je ekmo ji bo res pomagalo. In res, mislim, srce se je spočilo, srce je okrevalo, hudih posledic tudi ni imela, mislim, komplikacij ni bilo, tako da naša zgodba je zelo pozitivna. Ona danes je stara 11 let, je brez zdravil, okrevala je krasno, 2-krat na leto imamo tukaj kontrolo, ampak ona je zdrava. In če ne bi bilo ekma, ta zgodba bi se zelo drugače lahko končala, dosti bolj tragično. Potem naju je ta zdravnica klicala, da so naredili poseg ekmo in da mu bojo olajšali, da bo lažji, da mu bojo pomagali, da bo lažji šel skozi ta proces.
Tako da potem je pa po 4 dneh, to je bilo sreda, ponedeljek pa mislim, da so ga že mu ECMO odstranili. In v torek mislim, da se je že zbudil iz kome. Je že bil, je vse poznal, vse je vedel, ki je, edini ni vedel, zakaj je v bolnici. Danes je zdrav fant, to se je zgodilo januarja, on je šel septembra normalno, pri 6 letih v šolo. Vse funkcionira, nabrit, res vse gre, kot da ne bi bilo nič. Če ne bi to imeli ozaveščeno, bi rekli, da se sploh ni nič zgodilo. Zakaj je bila na aparatu? Ker seveda prišlo je do popolnega kolapsa oziroma pljuča, so odpovedali. In ta aparat je, ECMO je nadomestil pač z oksigenirano kri, da lahko preživela. Ker je bilo tako nujno, seveda. Ona je imela več kot, manj kot 20% možnosti, da preživi. Mi smo res imeli srečo, da tudi doktorji, zdravniki, sestre so bile izjemno podporne. In vemo, da se tudi oni srečujejo z velikimi stiskami. Ko vidiš doktorje na hodniku jogati, potem veš, kje smo, na kakšnem oddelku smo. Kamere, ja. Zdaj pa poglej, kaj se pa tam na vrhu skriva na steni. Ja. A ti vidiš, kje je polžek? A ja, da balite. Pokaži ti fantko tam, kje si ti našla. Jaz sem se zelo bala ECMA, ker v bistvu, tako kot sem rekla, res so nas dobro pripravili na vse. In tudi povedali so posledice, kaj prinese lahko ECMO. Da sicer je rešil veliko življenj, ampak da lahko je pa veliko narobe. Tako da v bistvu zame je bil ECMO nekaj zadnjega. Nekaj, kar res nisem hotela, da do tja pride. Ja, na koncu se je skazalo pač, da je vseeno to rešitev, da na ta način smo ga tisti dan, dva v bistvu ohranili pri življenju in sreča, zelo velika sreča, se je takrat pojavil srček za njega in potem je sledila operacija. Je spet strah, ko bo to. Najprej si želiš, da ga čim prej dobi, potem, ko do tega prideš, te je strah, ampak na srečo se vse zelo dobro končalo.